Dober dan in lep, hladen zimski pozdrav. Veliko ljudi je prehlajenih, imajo viroze, razsaja gripa. No in prav zato smo danes za nasvet, kako okrepiti imunski sistem, poprosili doktorico medicine, gospo Ivico Flis-Smaka iz Maribora. Sedaj v tem prihodnjem času si lahko pravzaprav sami pomagamo največ z minerali in elementi v sledovih, temu tako rečemo, z dodatkom alg. Od tega bi jaz direktno zelo močno priporočala pravzaprav magnezij v večjih količinah 500 do 600 mg dnevno. Magnezij zelo dobro lahko dobimo tudi iz tekočega klorofila, kjer imamo pravzaprav v enem združeno vse. Tam imamo in veliko magnezija, ki je zgrajen v shemi tako podobno, kot je naš hemoglobin, samo da tukaj je magnezij, tam je železo. Zraven tega so pravzaprav v tekočem klorofilu vsi vitamini skupine B, tudi nekaj A, E in C, je veliko mineralov in rudnin, predvsem pa ima zelo podobne lastnosti kot zelene alge. Ugodno deluje na prebavo, čisti, spodbuja imunski sistem, hkrati pa magnezij krepi delovanje ledvic, srčno-žilnega sistema in tudi na en način podpre delovanje živčevja. Kar se ostalih prehranskih dodatkov v tem času tiče, zagotovo omega-3 maščobne kisline so tiste, katerih smo najbolj izčrpani, zlasti zaradi napačne marketinške kampanje, da rečem, ko so nas pravzaprav prepričali, da so maščobe tiste, ki so najbolj škodljive. Vemo pa, da nas v tem času bolj pestijo ogljikovi hidrati kot pa maščobe. No in te maščobe zelo dobro spet vplivajo na delovanje živčevja, predvsem centralnega živčevja pri ženskah, velikokrat omega-3, omega-6 in omega-9 v obliki lanenega olja jih sicer lahko dobimo, a vsi ga ne prenašamo, zato v kapsulah recimo je to ena najbolj elegantna zgodba, zelo hitro dostopna, v dnevni dozi vsaj 1000 mg. Ženske v menopavzi to nujno potrebujejo, hkrati pa seveda to potrebujemo tudi vsi ostali, ki smo pri hrani nekako neredni, izbirčni ali pa v bistvu jemo čez dan zelo hitro hrano. Posebej to kombinacijo magnezija z omega-3 priporočam tudi vegetarijancem. Posebej njim, zaradi tega, ker so zelo slabo podprti na tem področju. Potem so razen tega seveda še kalcij je tisti, in D-vitamin sta tista, ki jih ženske nujno potrebujemo, tudi moški v zadnjem času. Ženske skoraj da vse po 40. letu starosti, moški pa vsaj po 50. Spet je tu problem izčrpanosti telesa, slaba prehrana, premajhna izpostavljenost soncu, premalo gibanja na svežem zraku in sodobne smernice, svetovne smernice priporočajo vsaj 1000 mednarodnih enot D3 dnevno, ob tem seveda, da se vsaj od 300 do 500 mg kalcija vnaša. Seveda tudi magnezij mora biti na tem seznamu, saj je igra kalcija in magnezija v telesu izredno pomembna. Tako za delovanje mišičja, kot sem že prej rekla, srca in ožilja in pa seveda tudi sečil. Ob vsem tem imamo še številne druge dodatke, ki so zdaj popularni, od make, kurkume, ingverja. Mogoče so res je ingver tisti, ki bi ga posebej omenila, ne le zaradi kitajske tradicije, kjer ga zelo cenijo in spoštujejo, temveč predvsem zato, ker izredno krepi energijo ledvic, izredno krepi našo življenjsko energijo, bi rekli Kitajci. Res pa je tudi, da ima močno čistilno in podporno vlogo v telesu. Marsikdo ne prenese ingverja v hrani, zato ker ima zelo močan in pekoč učinek, tako da so v zadnjem času kapsule oziroma prehranski dodatki dostopni tudi na našem tržišču. Zmeraj sta obe opciji odprti, ampak pač te naše navade, ta sodobni čas nas velikokrat vržejo v eno lagodno življenje, zato so nam dodatki tisti, po katerih ljudje raje posežejo.